vse, torej, glede na to, da to zaupanje v te javne sisteme je vsaj pri meni tudi sorazmerno majhno, pol bi bilo najbolj, da se AI osvobodi spon in pol ga pa noben, pol pa ga pa tudi, kaj si rekel, palantir ne bo več kontroliral. Ja, ne, sej. Mislim, pač sistem, ne, v nekem idealnem svetu bi bil narejen tako, da imaš ti mehanizme nadzora in mehanizme v bistvu tega, da nekoga pač obrzdaš, če je treba. Ne? Ampak pri teh tehnoloških zadevah itak smo brez kakršnega koli vzvoda. Še pri mednarodnem, recimo nekih mednarodnih odnosih v Organizaciji Združenih narodov, še tle, ki je kao bil nek konsens glede tega, tukaj absolutno ni orodja, kako nekega norca ustaviti, ne vem, ali ima prst takole na sprožilcu za, ne vem, atomske bombe, ali pa ki briše ljudi. To je Trump zdaj rekel, da je brez veze. Mislim. A veš, in je ta mednarodni, mislim, in s tem je povezan tudi, mislim, a veš, to, kar je bil nekoč, mislim, po drugi svetovni vojni je bila ta velika ideja, kako se bo vzpostavil nek svet, ne, pravičen in brezvojen, oziroma ne brez konfliktov. Ne, zelo močno je bilo zavedanje, da jasno brez konfliktov ne bo šlo, ne bo, ne, ampak je bila pa saj načelna zavezanost temu, da se konflikte pač rešuje, ne, z diplomacijo, ne vem, gor in dol. Ampak to, kar imaš pa danes pa ni več nobene diplomacije. Ne? Danes imaš samo neke bulje. Ne? In dejansko funkcionira, in Trump funkcionira kot bulji in vsi te voditelji. A veš, če pogledaš situacijo v Gazi, ne? Ti imaš praktično od začetka poboja in brisanja teh palestinskih enklav, ljudi na cesti vsak dan. 100,000 ljudi protestirajo. Zdaj so bili nedavno spet v Berlinu velike proteste. Mislim, po celem svetu, ampak zgodi se ne nič. In da pa ti vse zvedeš, ne vem, demokracija je, če so volitve. Ja, ne. Ne moreš ti vse zvesti samo na tiste volitve, ki pač so bolj nek šov. Ne? In tle vidiš zares, da absolutno je ta povojna ureditev, kakor je bila na nek način, je imela neko ambicijo in motivacijo pač pelati svet v neko, ne, kako bi se temu rekli, tolerable sobivanje, ne, znosno, ne, je postalo ta dominacija teh ljudi brez odgovornosti v obeh pomenih, ne, čist popolnoma neznosno. In ni videti, kako bi se to razen z neko revolucijo lahko spremenilo, ker enostavno spremembe se niso nikoli zgodile tako, da so te elite, ki so se odleple popolnoma, ne, od vsakdanjega življenja, se niso nikoli samo omejile. Samo misliš, da danes pa še lahko narediš revolucijo? Ne vem. Mislim, pojma nimam. Bomo videli. Pred časom je začela ena revija izhajati, pa mislim, da je izhajala samo ena ali pa dve številke, nek scenarijo. Okay. In Alenka jo je naročila in tam sem jaz prebral. In tak zanimiv prispevek, ker mi je dal kar malo misliti. Ker saj tudi, ko govorimo to, recimo, družbe so samo na dobiček, se pravi, zdaj, ko je lahko zaradi AI-ja pa robotov odpustili vse delavce, da bojo imeli še večji dobiček. Ampak pri tem se po mojem večkrat pozablja na to, da še zmeraj, če hoče imeti dobiček, mora nekdo te stvari kupiti. In če ti vse odpustiš, ne bojo mogli nič kupiti in tudi družba ne imela več dobička. Se pravi, ta formula Armagedona nekako meni ne špila, ne, da bi rekel, zdaj, to lahko en proba, pa malo pa drug, ampak slej ko prej se ta shema zaključi.
Medtem, kar se mi je zdel pa tam v tem scenariju pisan, pa en scenarij, ki se mi je zdel pa bistveno bolj verjeten, čeprav je na nek način tako grozljiv. In to je, da preprost neka elita ugotovi, mi ne rabimo zadelati teh ljudi, ne rabimo to in tretje, se pravi, treba samo neko socialo dati in dati univerzalni temeljni dohodek, ampak v bistvu ne rabimo. In se to preprost naredi tako, da se zreducira populacija Zemlje na nekih 200 milijonov, ostale se pa lepo, niti ni nujno, da na grob način, lahko tudi malo manj grob način eliminira, zato ker za 200 milijonov neke elite je pa Zemlja raj in je lahko čista in je lahko super, nič jim ne bo manjkalo, niti dobička več ne rabiš ustvarjati. Ne? In tako, niti nočem reči kar malo scary, ampak dejansko tako skoraj bolj realen scenarij se mi zdi, da se v to zgovorili, kot da bojo zdaj vse odpustili in bojo vsi na sociali in ker tega ne bo nobenega dobička. Ampak če pogledaš, ajde rečemo Bezos, če bo lepo živel, tudi dobička ne rabi. Dobro, malo več ljudi rabi, da kdo na njegovo poroko pride, ampak to je pa tudi to približeno. Ne? Čak pa se kdo je imel, ni imel Dan Brown, imel tudi eno knjigo na to temo. Nisem prav. On ima sicer take pop knjige, ki so že napisane, tam scenarista sploh ne rabiš, že kar posnameš, je že napisan za Hollywood. Ampak teme pa niso tako slabe, ena je na AI temo, ampak ena je pa tudi na to temo depopulacije, ki si je en zamislil preprosto, nič ne bomo za jih pobili, pa ne vem koliko. Sam spustili bomo neki v vodo, ki bo v eni generaciji naredili toliko in toliko neplodnih in se to zlisti na toliko in toliko procentov populacije in disizi naravno izumrtje. Mislim, ne čisto naravno, ne naravno. Mislim, vse ta inženiring se je dogajal, ne? Inženiring populacijski se je dogajal, ne? Vse imaš nedavno eugenike, so probali izločiti tiste kvarne elemente. In tudi, ne vem, s poboji, tudi, veš, vojne so bile, pa ne vem. Tako da, mislim, glede na to, da smo v tem procesu, je možno svašta. In dokler dejansko so ljudje, ki odločajo o stvareh, ljudje, ki so brez vsakega stika z nekim realnim življenjem, pač ne moreš računati na to, da bojo naredili, da bojo take odločitve sprejemali, da bo realno življenje. Se strinjam, zdaj sam kako narediti to, da ne bojo taki odločeni. Ne vem, jaz sem recimo nedolgo nazaj bral tole Ministrstvo za prihodnost, je ena fina knjiga. Aha, okay. Kaj je že bil on pisatelj? Pred očmi ga, ne vem, ušlo mi je iz glave. In tam se Kim Stanley Robinson. Tam se v bistvu z neko ta malo špekulativna literatura na temo, mislim, dogaja se praktično jutri. Začne se v Indiji, ko zaradi vročinskega vala blazno veliko število ljudi umre. In pol se vzpostavi to Ministrstvo za prihodnost in začnejo v bistvu razmišljati, kaj in kako narediti, da se ustavi v bistvu ta propad. In pol si cel kup enih zadev izmislili od tega, da vrtajo ledenike, pa črpajo vodo, zato da ledeniki spet sedajo na tla in se ustavijo in ne drsijo v more, do tega, da recimo omejijo premoženje ljudi na 50 milijonov. Premoženje? Ja, oziroma pač sredstva, s katerimi razpolagajo.
In 50 milijonov je še vedno čez glavo zadost za zelo spodobno živeti. Za živeti, ja. Eno življenje. Ne? Dejstvo je, veš, da situacija, ko imaš ti neke te maske, Zuckerberge, ki seveda oni nimajo teh v kešu, v žepu. Tega, ampak imajo pa toliko veliko moč, ki je nebrzdana. Ne? In jih ne morejo ustaviti ne mednarodna sodišča, ne mednarodne nobene zveze, ne države same. Ne? Dejansko si je Musk kupil Združene države, veš, z to donacijo Trumpu, ne? 200 milijonov ali koliko je dal. Ne? Če bi vedel človek, da so Združene države toliko poceni, bi tudi kupil. Ne? A veš, mislim, in to je problem, ko imajo eni posamezniki izven kakršnega koli sistema toliko disproporcionalno veliko moč. Ne? Enkrat sem naletel na nek intervju z Billom Gatesom in ga je eno vprašal, pa zakaj ne greš v politiko? Ne? Zato, ker lahko več naredim tako. In tukaj pač na tej točki je vse, kar se tiče javnega skupnostnega upravljanja, pač pade. Ne? Ja, zdaj, s tem, da glih pri Musku bi se rekel, da ne vem, če on je zame kategorija zase. In glih pri njemu bi rekel, da on ni to kupil zato, da bo recimo tako, kot bi Cak ali pa Bezos ali pa vsi te, ki bi, ali pa Gates. Ampak zato, ker se mu izdel, da je tako prav, tako kot je tudi Twitter kupil, ker se mu izdel, da je to prav, zdaj kakorkoli, ima on prav ali nima prav, je druga stvar, ampak se mi zdi, da on ima neke druge motive, kot vsi ostali, ali pa se mogoče tudi motim. Pojma nimam. Ja. Ampak še vsem sem posega v življenje vseh. Tako pa je. Neizvoljen predstavnik, ne vem koga. Mislim, neizvoljen, zdaj ta argument, ki ga slišim, neizvoljen predstavnik. Pri nas smo tudi imeli volitve in dva predstavnika, ki sta totalno neizvoljena, Bratuškova pa Šarc, sta celo ministra. Pa je ljudstvo jasno pokazalo, da absolutno jih nočemo nikjer zraven, pa sta čisto neizvoljena, pa sta kar ministra. Absolutno, ampak ona dva ne odločata in nimata toliko moči. En je obrambni minister, ena pa gospodarski ali kva že. Ampak to se dogaja v eni majhni državi. Ne? To pa res, Po drugi strani imaš ti te patrone, a ne? Ki pa dejansko vplivajo na življenje celega planeta. To pa res. In tukaj je ta razmerje, mislim, ne da karkoli upravičujem uno, ne? Ampak hočem reči, veliko večji vpliv na svet imajo te. Te si lahko kupijo države, recimo. Ne vem, če je to, recimo, da bi rekel, ali pa zakonodajo, konec koncev. Na 50 milijonov premoženja, ker ob tem pol tudi nekoga onemogočaš, da bi nekaj večjega razvil, če bi hotel kaj dobrega. Po drugi strani se pa strinjam, za osebno življenje, pa res ne rabiš 50, razen če, mislim, se lahko zgodi, da bi rabil jahto, ki je 100 milijonov vredna, pa ti malo zmanjka. Ampak res rabiš. Ne, sej, mislim, itak, a veš, to je vedno ta debata, da ljudje ne rabijo, mislim, da moraš pustiti, seveda moraš pustiti. Jaz nisem tukaj, ne mislim, da mora biti tle totalno, vsi morajo biti enak. Ne? Ampak sistem bi moral biti naštiman tako, da ne pride do takih anomalij, ker to zdaj je anomalija. Absolutno. Se pravi, bi moral bolj osebno porabo omejiti, kakor premoženje. Ker dokler, kaj bi meni nekdo omejil premoženje, da jaz ne morem vlagati več naprej v biro. Pusva zdaj kje. To je jasno smešen, te številke ali pa une, ampak to bi bilo tako. Če bi pa eno omejil osebno porabo, da pač ne greš do nekam, to pa nimam tle razdelanega mnenja, no sem tako... Mi je pa ful zanimivo se o tem pogovarjati. No? Ja, mislim, jaz tudi, veš, nimam tle, jaz pač... Ampak sem, recimo, ena ekonomistka se mi zdi zelo fajn v tem pogledu, to je neka Mariana Mazzucato. Japonka? Italijanka. Ampak, in ona govori o tej entrepreneurial state. A veš, ker
In klej ena zanimiva stvar se je zgodila recimo prav na področju tehnološkega razvoja po drugi svetovni vojni. Blazen tehnološki razvoj se je zgodil, ampak ta blazen tehnološki razvoj se je zgodil zaradi javnih vlaganj v to. Ne? Ti moraš tudi vedeti, recimo po drugi svetovni vojni je bilo v Združenih državah, mislim, je bilo 70 ali 90% obdavčitev premoženja. Kar pomeni, da je država zares imela za razpolagati in so vesoljske tehnologije, internet, svašta se je razvijal skozi, seveda za potrebe vojske. Ne? Tudi neizbežno. Ne? In pol, ko so pa prišli te Gates, Jobs, te so v bistvu kapitalizirali na tem. Oni zares niso nič bistveno revolucionarnega izumili. Oni so poslovne modele doterali. In obrat, ta Mazzucato, obrat, ki se je pa zgodil, je pa to, da se je ta odobravanje tveganja posameznih teh ali korporacij ali privatnega sektorja, seveda, oni delajo s svojim denarjem kar čijo in to je ok. Kar je to ok do neke mere. To je pa samo do neke mere. Po drugi strani je država postala ta, da tako rečem, pucač dreka, ki ustaja za temi propadlimi eksperimenti. Ja, veš, konec koncev WhatsApp, zdaj ne vem, ali je bilo to še preden ga je kupil Zuckerberg, je bil orodje masakra, organizacije masakra v Mjanmaru, ki je že. Veš, in cel kup je enih tehnologij, ki se kao, te privatni sektor naj poskuša, naj bo pogumen, naj bo drzen, naj tvega gor in dol, ampak na koncu se ukvarja s posledicami tega država. Država se ukvarja z odvisniki od iger na srečo, država se ukvarja z odvisniki od telefonov. In tukaj pride pa en disbalans v tem, koliko kdo nosi stroškov in koliko kdo zares nosi odgovornosti in tveganja. In tukaj ta Mazzucato pravi, da bi morala država v bistvu si nazaj vzeti to pravico, da deluje podjetniško. Da tudi da tvega in da tudi fejla. Sveda, ampak čim država fejla, je revolt. Ko neka firma propade, ni revolta toliko, razen pač tistih nekaj ljudi, ki so izgubili službe. Tako da, mislim, ne vem, stvari so toliko kompleksne, da enostavno... Ja, se to je. Ker jaz imam tako mentalno navado, da nekaj mi ne štima ali pa bi nekaj rad moj drugače, se vprašam kako, zato ker si rečem, sam govor, to ni v redu, mi ne paše, rad bi vedel kako. Ampak zadnje čase, recimo, se mi pa vedno več dogaja, da se to vprašam in sploh nimam odgovora na... Ne vem, mi je rekel, ok, zdaj si pa ti vladar sveta, zdaj pa ti to postav, tako da bo prav. Fuck me. Ja, ne. Ker ni to več stvar enega, ne. Ja, ni. Sej tudi nikoli ni bila. Ampak problem je, da mi živimo v mitologiji, da en lahko, ne. A veš, in tukaj se v bistvu čaščenje teh, kako bi tem rekel, tehnosvetnikov, ne. Ja. Razumeš, tukaj gre na ravni čaščenja božanstev. A veš, in tukaj je čist religiozen ne, čisto verstvo, verovanje je v, ne vem, ali v digitalizacijo, ali, a veš, in z tega stališča se nismo mi nikoli utresli, ne. Religioznosti v tem smislu. Veš, vedno rabiš nekaj, ne? Množica bo vedno najdla in konstituirala nekoga kot odrešenika in ta hip je pač to, ne vem, Musk recimo, ne? S tem kao zagovorništvo svobode govora. Ne vem, če je to ta rešitev. Ne? Spet zaradi vseh tega, kar sem prej rekel, ne? Pa zdaj pač Musk ali pa Zuckerberg ali pa kdo drug iz tega, ali pa sploh še kdo drug, ki ima ravno to premoženje, pa ni toliko medijsko izpostavljen. Sej to. Ne, ker Muska skozi omenjava, recimo, se sploh ne... Jaz ne vem niti za ime tega, kako je že take Google-ov šefe.
Se ga ne spomniš, ne? Vidiš? A ne, pa Google ni tako mečken devojček, da bi ga človek kar zanemaril, a ne? Pa sploh ne veva, zato je pač tih in Bog ved, kaj se tam dogaja. Ja, se strinjam. Ne, in a veš, mislim, vse te firme, ko so zažrte, pismo v spalnicah imamo non-stop. Skozi. Ja. Na skretu. Ja, seveda, ker... Ne? Ja. To bi morali biti na nek način, neka odgovornost bi morali ti ljudje in ta podjetja nositi v smislu pač družbene odgovornosti. Pa je ne. Ne vem, kako pa to zagotoviti. Ja. Ampak to pustiti, da gre samo, pač mislim, da ne more biti dobro. Ja, sej zato pa je skozi ta balans. Nekdo bolj bremza, pa moraš malo popustiti, nekdo premalo zabremza, pa moraš mečke nazaj. Dobro. Ti je alarm zvonil, ne? Ne. A ne? Ni še? Še nekaj minut. Ja, dej... Mislil sem, da vprašati, če v milijon hobijih, ampak pa kako to funkcionira. Toliko spet jih ni. Ja, kako ni. Pa od delavnice, ki smo jo pri hiši naredili, pa v njih tvojih bobnov. No, delavnice še ni. Res ni realiziran. Je, delavnica je, samo mogoče v nisi. Prostor je. Ni v funkciji še tako. Ampak, dobro, no sej, to sem mislil tako, to lahko razvijava še naslednje pol ure, pol bo tvoj badminton šel sigurno v fraže. Ne, mogoče pol bi te raj za konc vprašal, kam boš pa zdaj na misel, planu, tako? Še kakšna knjiga? A boš zdaj, tle mi je prišlo na misel, a si videl zanč, ne vem, kjero revijo sem jaz vama naročil, Normal ali Outsider? Normal. Ne Outsider, ja. Ker zanč so imeli ta Jadranska magistrala, pa ker so imeli predstavitev številke, je bil en ful zanimiv film o tej ladjedelnici pulski. Ja, Uljanik. Uljanik, ja. Po moje, ti tudi... Ja, to je en kolega iz Pule dela. Taka tema, ki je tepla koža opisana. Ali boš zdaj sem se spomnil še ene take kultne, Filter 57. Ne, to ne. Bi pa, to sem se že nekaj, sam enostavno ne pridem. Kar se mi zdi taka fina tema, bi bil Tomos Šter. Tomos Šter, tudi to je. To je definiral Jadran po drugi svetovni vojni. Ja. Tako da, no, ampak zdaj trenutno ravno zaključujemo en zbornik tudi na temo mir, to bi morali zdaj v naslednjih parih tednih izid. In še en projekt smo imeli o 80-ih in preoblikovanju kulturnega polja, kjer delamo pa leksikon, v bistvu pojmovnik 80-ih, moj naslov. In prvi zvezek je bil v civilni družbi, zdaj bo pa tudi še letos izšel zvezek o alternativi, ki sem jaz avtor in ena kolegica pa še o generaciji. Ker ideja je, da naredimo, in to so tako za knjigo debeli gesla. Ne? Ja. In ideja je, da v bistvu te koncepte, ki so takrat pomembni bili, civilna družba, alternativa in tako naprej, ne, obdelamo na ta poglobljenejši način, tako da to tudi letos še izide. To bo samo v taki obliki ali tudi digitalni? Tudi. Zadnje čase vse, tudi to je vse v digitalni obliki. V kakšnem smislu? Kot PDF? Kot PDF. Aha, kot PDF. Tako da zdaj več ali manj vse sočasno izide v tiskano in elektronsko. Kaj bo pa ta zbornik Mir, kaj praviš? To je pa... Enkrat sem bil na nekem projektnem sestanku v Varšavi in se je razvilo, to je bilo malo po, v bistvu 1 leto po ruski invaziji na Ukrajino. In tam se je razvila neka debata, pa gor pa dol in svašta je bilo od vrednote take, une drugačne, ampak nikoli nihče ni omenil mira. In potem sem jaz to na poti nazaj, pismo, noben se več ne pogovarja o miru, zares. In se je tudi to, kar danes vidimo. Ne vem, po eni strani imaš Američane, ki so ministrstvo za obrambo preimenovali v ministrstvo za vojno, say no more.
In klele pri nas bojo celo vojaško ekonomijo vzpostavili, ne, kar je mogoče na kratki rok v redu. Stališča, ne vem, zagotavljanje neke rasti, pa ne vem česa, ampak dolgoročno stališča preživetja človeka je pa to pač samomor, ne. Tako histerično oboroževanje, kakor nam ga zdaj prodaja. No, skratka, in pol smo na inštitutu organizirali tisto jesen, to je bilo leta 2023, konferenco, ki je imela naslov Brezpogojni mir. In bila neka taka manjša zadeva, 2 dni. In pa sem pa govoril z eno kolegico iz Beograda, ki je bila pa tudi čisto navdušena, super, dajmo, ja. In je še ona angažirala, tako da zdaj smo prišli na zbornik 600 strani. To prispevki so to? Tako, mislim, koliko je, 24 poglavij. In gre pa več ali manj fokus na bivšo Jugoslavijo, ampak skozi celo 20. stoletje, nekje od prve vojne naprej, kako se je v različnih obdobjih, v različnih kontekstih, kako so se te v bistvu mirovne politike, prakse izoblikovale. Ne? Okoli prve svetovne vojne, med obema vojnama, in po drugi svetovni vojni zlasti. Aha, to je mišljen kot prikaz, to je nek tak zgodovinski presek, ki ne bi vzpostavil neke vzorce za naprej? Ne. Ali gre samo za to, vemo, da vemo, kaj je bilo, kako so se nekoč s tem ukvarjali, kakšna je bila vloga cele ideje razmisleka o miru, ne? V času, ko se zares noben o tem več ne pogovarja. Ne? Ker nekje debata, jaz se še spomnim, še v osnovni šoli smo podpisovali pisma za mir na svetu, pa ne vem, kam se je to pošiljalo. Danes ni. Ne? Vsa dieta medijska je natrimana na vojno. Ja, to dejansko je, ta medijski prostor zdaj tak našpičen, da Ampak okej. Kaj? Okej, glej. Ni okej, jaz pa mislim, da ni ravno okej. Seveda ni okej. Ni okej. Ampak ne vem zares, veš. Kako se bomo iz tega izvlekli, Ja, mislim, protesti ne zaležejo. Pisanja nekih peticij, pisem ne zaleže. To je to, kar sem prej vprašal. Ali je danes nekaj tako, kot je bilo včasih pol pa revolucija, sploh to možno? Takrat je prišlo do vojne, ker ljudje so imeli sam Goebbelsa na radiju in Gasa ali pa Dolfeta ali pa kogarkoli. No, samo še vsem so imeli tudi očitno druge informacije. No, drugi so imeli pa druge, ampak zelo tako. Ne, mislim, seveda, to je bil zelo konsolidiran. Ja, zdaj pa toliko tega, da kar kriza. Ne, dejansko, jaz sem kar malo nemiren, ker se toliko tole rožla. Jaz nisem, da bi rekel, nek blazen pacifist in tudi mislim, sem čas kar te treniral, mislim, da ti se moraš znati tudi braniti za to, da je pol mir, ne da boš računal na druge ali pa karkoli tazga. Tako da iz tega vidika bi težko rekel, da nek naiven pacifist. Ampak kljub vsemu se mi zdi, da pa glavna struja bi pa morala biti vsaj trud v to smer. Absolutno. Mislim, tukaj gre za vprašanje, po mojem, ne temeljne naravnanosti. A ti hočeš pač masakr ali pa ga nočeš. Ne? In tudi, če ga nočeš, še ne pomeni, da ne boš prišel v situacijo, ko bo treba nekoga nagobec. Ja, tako je. Ja. Ampak, če pa postane to, da nekoga nagobec stvar normalnega vsakdanika, to je pa problem. No, ampak vse iz tega vidika, to, kar si prej rekel, da so Američani preimenovali ministrstvo, mogoče je to celo dobro. Zato, ker je bolj jasno odprl pogled na stvar, vse aktivnosti so bile prej čisto iste, kot so zdaj. Tako da
Ne, to je res. Mogoče do te poprostašenja je prišlo. Ja, tako, ja, pač to je. To je ratel tako brez, a veš, včasih je bila neka diplomacija, pa so bile lepe besede, pa so se menili marsikaj za zaprtimi vrati, ki nismo nikoli zvedeli, kaj pa kako. Ja. Ne, zdaj pa to ratel enostavno reality show. Ne. Ja. Ne razumeš, mislim, to tako pač, ne vem. V glavnem, Martin, mislim, da bo morala enkrat nadaljevanje tega narediti, zato ker jaz bi se v tej temi še ful pogovarjal, ampak rabim pa tudi nekaj časa tudi za predelati. Moram priznati, da ene par prav zanimivih pogledov si mi odprl, pa teh vzročno-posledičnih stvari, ne vem, tako. Ja, to me res zanima. Super, komod. Ja, ker sem tako naravnan človek, da če me nekaj moti, bi rad vedel, kako to narediti drugače. Zdaj, to, da ni v redu, to mi ne pomaga dosti. Da pa do tega prijem, moram pa razmišljati, pa se še z brihtnimi ljudmi ali pa taki, ki imajo več vpogleda v to meniti. Ampak upam, da ne bova na preveč temno noto zaključila. Ne, mislim, da je glede na vse Future is splošno bright, temo je kar svetlo. Future is beautiful. Ja, tako da, hvala ti lepa še enkrat. Hvala tudi ampak za povabilo. resno sem mislil, da bom vesel, če bo tole nadaljevanje še enkrat ubodle. Ker je Probajmo. res fajn. Ja. Zmerno. Okay. Super, thanks. Hvala te. Thanks. Lepo bo. Enako, z obema rokama, ne tako kot Japonci.